Pa sem pa jaz tečen fotor, Dosti, gremo, ajde, lačni smo, željni smo. In lep pozdrav skop, sem familijo pripeljal na en krajši oddih polet, spodaj vročinski val, tukaj pa gladko 10 stopinj manj, tamle zadaj vidiš Grmovškov dom, tam smo bili. Pa smo pa malo pogledali, kaj se dogaja, ko odpirajo nov bike park, pa šli smo v Drnijski park, pa sprehod med krošnjami z eno tako res kulsko mrežo, tega pri nas še nisem srečal. Ampak ta vlog je seveda namenjen avtomobilu za mojim hrbtom. Tega testnega avtomobila sem se zelo veselil. Prvič, ker Suzukija nisem testiral že zelo dolgo časa. In drugič, zato ker se je Suzuki Vitara pri meni vedno dobro zapisala, tudi približno nisem dvomil, da bo zdaj tudi tako, ampak kljub temu se je par stvari spremenil. Točen tale je že taka, dajmo reči, huda veteranka, zato ker gledaš avto, ki je v resnici na trg prišel že 2014. Madonna cajt teče, to je že 10 let nazaj. Seveda se je vmes Suzuki potrudil, pa je sem pa kaj naredil že kakšno prenovo. Se mi zdi, da eno obsežno, pa potem so pripravili zraven še blago hibridno tehnologijo. No zdaj je bil pa čas za nov facelift, ker pomeni, da... Pa saj veš, no, ko je avto osvežen, se običajno lotijo, pa kaj pa vem, kakšno novo barvo mu namenijo, pa nova platišča, pa sprednji deli so običajno osveženi, spremembe pri žarometih, po tem primeru seveda osvežen odbijač. Se mi zdi, da se je Vitara z leti oblikovno mal umirila, da je malo bolj smooth tukaj le spredi in to ji, moram priznati, paše. Čeprav to vemo, Vitara nikoli ni bila, niti želela ni biti stilska ikona. Pravzaprav je to eden najbolj nepretencioznih avtomobilov, kar jih poznam sploh. Plus, da v konkretnem primeru, vsa ta leta, ki jih nosi, v tem primeru, za enega človeka, sploh zame, ker sem ves čas v stiku z najnovejšimi avtomobili, pa z najbolj sodobnimi delovnimi okolji, ko prideš v en tak avto, ki je na nek način precej rudimentaren, ampak obenem tudi zelo napreden, ker na tako osvežitev. Bom vse povedal, zakaj pa kako. Drugače pa, dajmo zaključiti z obliko, pa se pol posvetimo še drugim stvarima. Prav. Torej, o podrobnostih facelifta mogoče to, da je spremenjen spreden delom. O barvi in o feltnah sem govoril, nekaj malega sprememb najdemo tudi pri zadnjih lučeh, ampak če rečemo kar tako na grobo, Vitara, tako kot je že bila, ostaja umerjen avtomobil. Pa daj enkrat za spremembo. Preden gremo v kokpit, kva če pogledamo motor pa mašino, da ti razložim, kaj jo poganja. Poglej, tole je bencinar, na pokrovu piše Booster Jet Suzuki, dajmo mečken spucati. V osnovi gre za avto oziroma bencinarja z blago hibridno tehnologijo, kar pomeni, da imamo opravka, dajmo reči, z dobrimi 100 kW moči. Blago hibridna tehnologija, vemo, kaj pomeni, o tem smo že večkrat govorili, dajmo reči, da Štrom skrbi za manjše električne porabnike, nekaj malega tudi v obliki navora prispe na kolesa. Poraba, stari, jaz nisem čist nič pazil, veliko na avtocesti, na kope smo se morali pripeljati, tudi vmes je nisem šparil, pa imam porabo 7,2. Zlahka bi šlo tudi nižji in na hitrico je to, kar se pogonske tehnike tiče. A ja, pa pozabil sem še to reči, pismo, kar se pogona tiče, 4-kolesno gnana je. Lahko se odločiš tudi sam za spreden pogon, ampak to ni ta. Menjalnik je pa ročni 6-stopenjski. Poglej, ti bom pokazal ročico, ker tudi ročica ročnega menjalnika počasi postaja redkost pri sodobnih avtomobilih, ne glede na velikost, da o dobri, stari, klasični ročni oziroma ročici ročne zavore sploh ne govori. No in to je delovno okolje Vitare. Veš, kar se podvozja tiče, se ti nimam kaj dosti zapovedati, ampak tako dobro in tiho, kot zna blažiti tale Vitara v tem cenovnem rangu, lahko rečem, da je skoraj nevidženo, stari. Res. In to trdim z največjo gotovostjo, kar jo premorem, zato ker sem v sklopu tega testa ali pa zadnjih 10 dni res veliko vozil po razrukani podlagi. Vitara ni noben heroj v ovinkih, čeprav so čisto solidno pele. Ampak na kakršnih koli cestah, pa niso zgledno vzdržvane, teh pa Bog ve, da je pri nas kar dost, se je odnesla super 1A s črtico. Nagiba se razmeroma veliko, ampak blaženje je tiho, tudi ko se podvozje razbur, se razmeroma hitro umiri, predvsem pa, jaz v resnici ne vem, koliko tehta ta avto, nisem šel gledati tehničnih podatkov.
ampak kakorkoli tehta feeling, ki se vozi. In to je značilno za praktično vse Suzuki, da je avto ful lahkoten. No in ta lahkotnost pomaga tudi pri natančnosti, ko je treba Vitaro plasirati v ovink. Ne sploh koliko tehta, ampak feeling imaš, da je Vitara lahka. Mislim, da je lahka, ker to je fiz, ki ne moreš golfati. In pol veliko lažje pa hitrejš uživaš. Na asfaltu predvsem. Vse, ki se peleš po razmahanih podlagah, tam je pa res bolj pomemben, da je podvozje tip-top. No, in to podvozje je vrhunsko. Tako, en krog smo naredili, podvozje sem pohvalil, zdaj pa končno kokpit. Boste videli, kaj to pomeni old school in zakaj zna biti old school osvežujoč. Na en način, no. Se mi zdi, da je hecen, kako smo ljudje narejeni. Radi imamo sodobne reči, moderne rešitve, ampak na nek način smo pa kar malo twisted, ko vsem pogrešamo take tradicionalne pristope pri upravljanju. In na nek način je to tale Vitara. Se vidi, da pogrešamo gumbe, stikala in različne vzvode. Mislim, meni je to všeč. Tudi tukaj ne morem reči, da noben stilski presežek, nič hudega, tudi kupci Vitare tega v resnici ne pričakujejo. Velike ene plastike, tlele, kako se že reče, piano plastika okrog glavnega zaslona, kjer vidiš ves prah na tem svetu, ampak jebi ga, kaj tacga najdemo tudi pri veliko večjih pa dražjih avtomobilih. Sicer pa, tlele je en zgovoren pokazatelj, da je avto opremljen s 4-kolesnim pogonom. Zdaj pa, kako smo rekli, ročni menjalnik. Tukaj zbiramo stvari povezane s pogonom. Ali zaklenemo pogon oziroma razporeditev navora med sprednjo in zadnjo osjo v razmerju 50-50. Tukaj izbiramo različne vozne programe, Snow, Sport, Push za avto. Seveda se izbira le teh, kaže tudi na tem drobnem sredinskem zaslonu. No pa, ko že glih kažem števce, redko je videti klasično analogno instrumentno ploščo, ampak meni se zdi takšna rešitev še vedno krasna. Celo, to, ko sem prej rekel, osvežujoča, vse je jasno, pa nič ne pogrešam digitalnega zaslona. Prav zares, vse mi je, če se nič ne da prilagajati. Imam vse, kar rabim, to se pravi turn-celer na levi, na desni, merilnik hitrosti, vmes pa en tak priročen zaslonček. In še ena old school rešitev, ki smo jo že skoraj pozabili, pa se mi zdi, videti je malo štorasta, ampak je uporabna. In to je v bistvu ena beseda ali pa en skupen imenovalec vseh rešitev, ki jih ta avto ponuja, se mi zdi. Hočem reči, da tukaj najdeš dve plastični palčki in z njima lahko marsikaj upravljaš oziroma nastavljaš, izbiraš v meniju. Poglej, s tole palčko tukaj, če bom noter pritisku, se bo menjala vsebina. To se pravi, dajmo pogledati, tle imamo povprečno porabo, pa total driving time, tle imamo uro, merilec sil G, koliko je v enem trenutku izkoriščenega navora pa moči, accelerating pa braking, pa kako teče energija. To so stvari, ki jih pač že poznamo, evo pa tudi hitrosti lahko prekličeš, tukaj malo višji pa delovanje asistenčnih sistemov. Jaz še zdaj ne vem, kje se izklop opozorilnik za prehitro vožnjo, vem pa, kje se izklop sistem za zadrževanje oziroma posredovanje, če bluziš in te zadržuje znotraj voznega pasu. To je pa spet klasična, dobra, stara tipka. Poglej, tle je ena konzola stikal levo od volana in o telem stikalu govorim, držiš ga par sekund, prižgala se bo oranžna lučka levo zgori in se bo vse skupaj izklopil. Pa še par drugih stikal, med drugim tudi sistem za pomoč pri spuščanju po strmini in tako naprej. Ok, tudi volan, leva, desna prečka, obe opremljeni s klasičnimi stikali, nobene piano plastike, krasno. Tole, dajmo reči, da meni ni najbolj všeč, ampak čisto ok. Klasični merilniki, tukaj imamo dvostopenjsko gretje sedežev. Zdaj pa še ena orenk pohvala. Prej sem rekel, da je podvozje krasno, da zelo dobro blaži. Avto je razmeroma tih, dokler ne pridemo do avtocestnih hitrostih. Predvsem pa del udobja sta odlična sprednja sedeža. Priznam, da zadnji nisem sedel. Ampak ta sprednja sedeža, pa zdaj, ki je vročinski val, pa nasplošno v toplih mesecih, tale tkanina, ne samo, da je udobna, tudi vesel si, da ni leder, ki bi zgorel na teh zicih. Tale material krasen, dobro zgleda, visoko kakovosten, se mi zdi tudi na otip, res dobra izkušnja, dobri sedeži. V resnici nekih hudih pripomb, vključno z materiali, nimam. Premijskih materialov tukaj noter, razen teh sedežev, ki sem jih omenil, pač preprosto ni. Velike trde plastike, ampak
to je nekako v skladu s tem, kar Suzuki ponuja. Mislim, je hecna tale Vitara, ker tale plastika je precej taka trda, neugledna, ampak me ne moti. Po drugi strani pa tukaj, ki se pa doskrat z roko malo dotakneš, ne, imamo pa semiš. Suzuki, kakor na nek način furate svojo špuro, ne presenečate, pa tudi malo presenete, ne, s takimi detajli. Ok, zdaj pa stvar, ki jo smatram za največjo pomanjkljivost tega avtomobila. Zdaj ne me narobe razumeti. Vse dela, ogromno informacij dobiš, ampak tale vmesnik, kljub temu, da je bil posodobljen, je malo je počasen, štorast, zgleda čisto ok, ampak dejstvo je, da avtomobilski trg, vključno s konkurenco, ponujajo izdelke ali pa vmesnike, ki so bolj napredni, lažji za uporabljati, bolj pregledni, predvsem se pa hitrejše odzivajo. Ne pravim, da mu kaj manjka, da se razumemo, ampak pač malo počasi se odziva za ene reči, oziroma za ene stvari čisto ok, pa sem pa tja si pa kar cajt vzame, pa malo debel gledaš, kva se zdaj dogaja, recimo zdajle. Overall pa se mu težko kaj zameram, malo tiši prosim, kje smo? Ni unga, tlele moram, no. To mi recimo že ni všeč, bi hotel imeti, pa tlele je tudi vidiš, bi hotel imeti eno vrtljivo stikalo za volume. Evo, pa da note rekel, da se nisem v zadju usedel, ne, to se pravi, vozniški sedež je naštiman name, vemo, 1,75 m, pa se še zadju usedel. Roba od otrok, bom malo umaknil moja kapca, pa ruzak. Oni so še na kosilu v Lukov dom, spet le malo počakam. Dobro, stari. Ne moram reči, da je prostora za glave na pretek, ampak v resnici čisto dovolj, stari. Tudi za kolena, ajde, kako bomo rekli, tole je 8 do 10 cm, dajmo reči, da za silo bo. Drugač pa panoramsko okno, ko se odpre dvostopenjsko, evo, takole tole zgleda. Ne odpre sem sprednji del, ampak se nazaj pomakne tudi ta drug, ta zadnji. To me je malo presenetilo danes. Sem mislil, da bo tale luknja manjša, tako da tukaj dobi bonus pike, pa še tisti klasičen obvezen kader delovnega okolja iz druge vrste. Ok, kje smo ostali? Pri kufru pa zdaj je totalen mes tukaj noter, ampak preden smo iz Ljubljane speljali, ti ga bom pokazal na Filanga, pa se vrnemo nazaj. V tem trenutku je noter en res velik, ogromen letalski kovček, en običajen kovček, pa moj nahrbtnik, nekaj lufta je ostalo še na desni, pa na levi, pa tukaj spodaj je tudi dvojno dno, noter imam pa dva para superk. Ajde, pa samo še dve stvari, ki ste malo tako, mislim, bilo že bilo drugače, ampak je bi ga, tako je, malenkosti, ampak jaz si mislim pa dobro, no. Niste mogli tega zrihtati. Vse šipe so valjda električne, ne, ampak samo voznikova gre gor pa dol avtomatsko. Plus, tale utora, kako se temu reče, ima samo en sedež, ne pa oba. V osnovi je to. Tukaj sem rekel, neke resne zamere v povezavi z Vitaro nimam. Vmesnik je malo počasen, drugače pa avto je ok prostoren, pele se odlično. Motor, pogonski sklop je zelo odziven, pa nič preveč ne porab. Kabina je old school in to ji štejem v plus, zato ker gumbi, stikala, te stvari, ki so nam všeč, razen za volume, tam je malo manjka. Cena, no tukaj pa zdaj počasi zaključimo. V osnovi ti lahko Vitaro iz salona odpelješ za 22 900, nekaj takšnega. Tale oprema Elegance, 4-kolesen pogon, pa tale motor, ki je krasen, dobrih 28 000, stari, tukaj ponovadi pravimo, obrni kakor češ, obrači ti do naslednjega tedna ali pa do oktobra. To je dober deal. Value for money je itak bilo neko razmerje, pri katerem Suzuki, sploh Vitara, se mi zdi, je vedno blestela. In to je v bistvu tak kar olen kompliment. Vitara, kljub temu, da je na trgu že toliko časa, še vedno dobro fura, se mi zdi. In tudi razumem, zakaj je pri marsikomu priljubljena, pa da pa, ko greš na Avtonet, jih v resnici ni prav veliko naprodaj, zato je folk z njimi zadovoljen. In to je to, folk, mi smo na koncu tega vloga. Še zadnjič si gledal tole Vitarco, a sem povedal, da so žarometi, da svetijo v tehniki LED. Ne vem, če sem. Nič, folk, lepo se mejte. Ajde, čau. Sem še to. Naslednji Suzuki na testu. Swift. Swift je bil drugi avto sploh, ki sem ga jaz testiral v moji karieri. Spomini na sporta, spomini na enega, ki sem ga testiral za komotar minuto. Rumen je bil.
vlog sem posnel. Je pa kle dol bliz, stari, zdaj sem se spomnil. Na letališču v Slovenj Gradcu. 160, bravo. 170, 180, 190. Šlajfati moram. Ne bi šlo 200. Vidiš to? Folk, adijo, lepo se majte. Te na kopah je kar zakon, ne? Kvato oni vse rihtajo, stari. A ti veš, da bo bike park v roku parih let postal največji v Evropi? Ajde, adijo. Vse sem že posnel, vitara je zrihtana. Še nimate dost. A veš, ta sprehod med krošnjami, o katerem sem govoril, to je ena stvar, ki je bolj na novo pa na frišen. Zdaj to med krošnjami smo že kaj videli, ampak tale mreža, ne, zdaj ti bom pokazal. To je pa to, o čemer govorim, stari, to je pa taka zabava, da mulca že več kot 1 uro nočta ven. Prevali, zajebancija, ljubljenje, igranje, res krasno. A se imate fajn? Frišen je kle, veš, na kopah. Ben noče dol, še Eva noče dol. Pa sem pa jaz ta tečen foter, Dosti, gremo, ajde, lačni smo, željni smo.